Dober dan vsem zbranim na to čudovito soboto. Če se nisem zmotil, je danes 83. Zoom srečanje, nisem delal programa. Zapisnikov ne moramo potrjevati, ker jih nisem uspel, ker jih je toliko, da jih nisem uspel niti sproti kopirati, pa dajati v arhiv, ker je to materijala kakor čte. Kaj še le gor dati, pa sortirati, pa vabilo in program delati. Tako da ta teden je bil zelo zanimiv. Pa bi vas najprej vse skupaj lepo pozdravil in povedal, da je z nami tukaj tudi Eden Fohatom, predsedniški kandidat, ki ga je STA seveda dal uradno s potrdilom, ki še vedno ni priklicano na 9. predsedniško kandidaturno mesto. Časopisi so to povzeli, ker je to bilo seveda iz uradne spletne strani DVK. In to je seveda vse evidentirano javno. Potem so se pa čez noč stvari spremenile, pritiski na Državno volilno komisijo, saj veste, kako to gre. In naslednji dan je pač bil naslednji dan, ko so že zjutraj, še preden, veste, ob 13. je bila odločitev DVK, pa glasovanje, so časopisi že pisali, da bo samo 8 kandidatur. Torej, pri nas to tako gre. Mediji že naprej vejo, kaj se bo komisija odločila. To je tako, kot časopis piše že naprej, kako bo sodišče odločilo. In ko ti prideš na sodišče, je odločba že napisana in potem mora po tem urniku, po tem projektu se morajo scenariji odvijati. In zato so odvetniki, da peljejo ta kurs v tisto smer, da se na koncu potem tako izide. Zdaj, če pa nimaš odvetnika, ali pa si društvo, ki nisi pod kontrolo, potem tudi DVK presenetiš, potem presenetiš seveda sodišča. Ja, torej volilna komisija je volilna komisija, kjer je direktor gospod Vučko. On je to vse lepo sprejel, so objavili na spletnih straneh. STA je to povzel in po STA seveda potem tudi vsi mediji so to lepo povzeli, tako kot je to bilo. Potem je pa tam še nek predsednik, ki se piše Peter Golob. Peter Golob, ki je predsednik, in predsednik je pač predsednik, ima sicer višjo funkcijo, ampak ne more pa preko odločitev direktorja. In on nam je tudi odločbo napisal naslednji dan, da mi nismo kvalificirana skupina. Ne vem, kako se lahko za volitve kvalificiraš. To smo se tudi tukaj pogovarjali. Ampak skratka tako, jaz imam tukaj ta dosje, ki sem ga pripravljal. Ta teden se je dogajalo tako, pa vi jaz veste kako. Nakratko povzel ta dogodek od 27. ko smo imeli tukaj upravni odbor, 27.9. Ob 9 pa 10 minut, pa bi vam to tudi na zaslonu potem tako sprot pokazal, sem te dokumente uspel še tik pred zdajci še malo prej poskenirati, narediti en PDF, pa jih bom zdaj skušal šerati, pa bomo šli malo skozi, da boste vizualno tudi lahko sledili, kakšen cowboyland mi živimo, in samo en nosi značko, en šerif, in to je tisto odloča. Zdaj pa treba sam še pogruntati, kdo je ta šerif. 27.9. 2022 s pričetkom ob 9 pa 10 uri smo imeli seveda izredno sejo upravnega odbora Društva za srečno življenje Belis po pooblastilu, ki smo si ga nekako z vaše strani pridobili na prejšnjem izrednem občnem zboru, od občnega zbora. In to je toliko zanimivo, kar smo mi napisali v tem zapisniku, ki je šel na DVK, skupaj s podporami in z drugo zahtevano dokumentacijo, skupaj s tem, kar je kandidat za predsednika Republike Slovenije, ki je sprejel to kandidaturo, in seveda predlagatelja, ki je pa zastopnik društva Belis, ki je tudi morala predsednica in kup papirjev še zraven spolniti in tako naprej. Ampak tako, gledajte, dnevni red, ki smo ga sprejeli, na podlagi 34. člena temeljnega akta Društva za srečno življenje Belis, na katerem je obravnaval odstope, se pravi smo najprej odstope potrdili,
In tukaj je upravni odbor upošteval odločitve in smernice, ki jih je društvo sprejelo na 6. izrednem občnem zboru dne 24.9.2022. In člani društva ste na 6. izrednem občnem zboru enoglasno podelili pooblastila in smernice upravnemu odboru, da naj v imenu 5245 članov društva samostojno obravnava podpore, da se zakonito podeli zgolj v skladu z določili veljavnega temeljnega akta društva oziroma statuta kot veljaven ter potrjen z odločbo upravnega organa in pa zakonom o društvih, uradni list, ter pa na podlagi Ustave Republike Slovenije. Mi smo v društvu vse te 3 zakone strogo spoštovali. Prvič statut, drugič zakon o društvih in tretjič seveda ustavne pravice, ki so zagotovljene direktno na ustavi. Za tiste, ki mogoče tega stavka še niste slišali, za naprej je dobro vedeti. Človekove pravice se uresničujejo direktno na podlagi ustave. Druge stvari, kjer pa pišejo členi v ustavi, da jih v nadaljevanju ureja zakonodaja, zakon, takrat pa je treba še kakšen drug zakon od spodaj pogledati, ampak ti zakoni morajo biti pa po 153. členu seveda usklajeni z ustavo in pa po 8. členu Ustave Republike Slovenije z mednarodnimi pogodbami, na podlagi katerih se pa seveda mora Slovenija direktno držati teh pogodb. Direktno. Ni več nobenih posrednih uredb pa raznih drugih podzakonskih aktov, ampak direktno na podlagi pogodbe. In ko pride evropska uredba, se mora Slovenija uredbo držati direktno, ne pa da piše odloke, tle pa si uredba po svoje razlaga. Ljudje tega seveda ne vejo, noben ne protestira, zato pa je stanje kaotično in delajo pač z nami, kakor želijo. Zdaj gremo pa naprej, tukaj je par zanimivih stavkov, ki smo jih naredili tukaj v sklepu društva. V sklepu društva je upravni odbor najprej seznanjen z odstopom kandidatur in gospod X, se pravi, je gospod X tudi tukaj najprej odstopil. Potem je zaradi osebnih razlogov, bolezenskih, ne vem kakršnih koli že, tudi naš Stojan Svet. Tako da nam je ostal na koncu samo še en kandidat, ki je pa z ljubeznijo sprejel to kandidaturo in smo jo pač tako tudi, smo ga tako obravnavali. Potem tukaj so potem seveda podpore, ki smo jih dali in vsaka od podpor, od 6 podpor, šteje 1311 podpor članov. Se pravi, podpore upravnega odbora in pomočnikov upravnega odbora, to se pravi, gre za 6 ljudi v vrhu društva, to kot poslanci in tako naprej, ampak mi smo si to naredili v društvu, v drugi samoupravi smo si tukaj naredili glede na število članov. In to je 1311 podpor na posamezno glasovnico. Torej, mediji to seveda, ker nimajo znanja, ne vejo, nimajo informacije, razumljivo, da pišejo smešnice, klovnese, pišejo klovnice in tako naprej. Noben pa ne vpraša, kako, pa zakaj in kako, Noben medij mene ni poklical, eden je tebe kakšen medij poklical, vprašal za glasovnice. Ni nobeni, Veljana vem, da tudi ni predsednice klical noben medij. Skratka, to si po svoje razlagajo in potem ljudje verjamejo tem ljudem, ki pišejo neumnosti. Kakor vse veste, kako je bilo z virusi, Dobro. Jaz bi to obrazložitev tukaj na kratko prebral, kjer je ključna za razumevanje, zakaj so sprejeli našo kandidaturo. In seveda bo tudi jasno, zakaj potem niso sprejeli. Upravni odbor ugotavlja, da je član društva Eden Fohatom, ki je podporo v celoti sprejel, izjavil, da želi svoje poslanstvo predsednika Republike Slovenije udejanjiti na podlagi 4. točke 12. člena veljavnega temeljnega akta društva, po katerem sme član društva udejanjati svoje projekte v okviru dejavnosti društva. To je seveda v skladu s 4. členom zakona o društvih. In je tudi izjavil, da bo ravnal in deloval skladno 7. točko 13. člena temeljnega akta Društva za srečno življenje Belis.
Ta usmeritev pa je skladna tudi z 2. in 4. odstavkom 1. člena Zakona o društvih, po katerem si društvo samo določi namene in cilje dejavnosti oziroma naloge ter način delovanja. Odločitve o upravljanju društva pa neposredno in posredno sprejemajo članice in člani društva. Taka odločitev pa je seveda skladna s 4. odstavkom 1. člena Zakona o društvih, kjer je določeno, da je delovanje društva javno, ter da ima društvo pravno osebnost, ki jo je pridobilo z vpisom v register. Tukaj smo potem navedli tako imenovano registrsko številko. Zato je upravni odbor v nadaljevanju sprejel svojo odločitev na tej zakonski podlagi in sklenil, da posamična podpora volivke in volivca, ne vem, zakaj mi ta PDF tako skače, volivka in volivca na upravni enoti na podlagi obrazca, ki je potrjena in podpisana. Ostali smo pri tej matični števili, zato je upravni odbor v nadaljevanju sprejel svojo odločitev na tej seveda zakonski podlagi, ki je skladna s statutom, ustavo in zakonom o društvih. Ker to so pač ti zakoni, ki nam dajo pravico delovanja, tudi ko smo skupnost, tudi brez teh zakonov je skupnost veljavna, ampak da se lahko vključimo v družbo, da v tej družbi sodelujemo tvorno, so pač te stvari, zato da se loči kdo, kaj pa kje kaj naredi, da je štempelj, da je pač tista davčna, če imaš bančen račun in da se ve, da imaš predstavnika uradnega, ki se lahko dogovarja v imenu društva. To je zgolj zato narejen, da ni zmede. Ne zaradi pristojnosti ali pa da bo nekdo nekomu rekel, da je za nekaj kvalificiran ali pa ne. Da šteje ena glasovnica 1311, za to društvo k temu zapisniku prilaga 6 glasovnic, kar znese toliko tisto število, ki smo ga prej povedali, 5244 veljavnih podpor. In zdaj bi jaz tukaj Edna povabil, povedem samo še 2 stavka, ker on je bil dejansko v volilni, tam je to tudi izročil samostojno za predsednico. In tako, tukaj smo potem v zapisniku zapisali, da predmetno vlogo vlagamo pri Državno volilni komisiji, Slovenska cesta 54 Ljubljana, Društvo za srečno življenje Belis v zakonitem roku na podlagi 1. odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, na podlagi katerega se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Pravica do svobodnega združevanja zato ni in ne sme biti omejena z drugimi določili, prav tako pa tudi nesplošna in enaka volilna pravica, ki je zagotovljena v 43. členu Ustave Republike Slovenije. Kakršenkoli nadzor državnih organov, na primer DVK in drugih, je z ustavnim določilom 145. člena Ustave Republike Slovenije prepovedan. Sicer bi svojimi drugačnimi odločitvami ali posegi državni organi nedovoljeno odločali o ustavno zagotovljeni samoupravni odločitvi na področju družbenih dejavnosti, predvsem v določilu, v katerem se državljani za uveljavljanje svojih interesov lahko samoupravno združujemo in skozi katerega se državljanom lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Državni organi so sicer dolžni nadzorovati zakonitost dela organov lokalnih skupnosti iz 144. člena Ustave Republike Slovenije, ne smejo pa z odločitvami posegati, odločati ali nadzorovati odločitev iz druge samouprave, kot je to določeno v 145. členu Ustave Republike Slovenije, na podlagi katerega je vloga z imenovanimi podporami volivcev in volivk v tej kandidaturi za predsednika Republike Slovenije strani Društva za srečno življenje Belis pravnomočno, nepreklicno in neovrgljivo vložena. 27.9.2022, zaključek sestanka 10:30 uri in to smo potem odnesli na DVK.